Danes je z nama Eva. Ti stojiš za poročno organizacijo, poimenovano Sedma avenija. Ta brand si ustvarila leta 2022, a ne? Naučila si se pa organizacije in vsega okoli tega na Infinity akademiji. To sem že nekajkrat slišal in vse, kar sem vas poznal iz te akademije, ste v bistvu, kaj bi rekel, vedno bolj opazni, vedno več vas vidim, dobro delate očitno, tako da mogoče bi še te bila kako besedo, preden grem naprej s tem, da se predstaviš, da poveš, kdo si in kako si se znašla v poročni organizaciji. Ja, potem v bistvu, ko sem naredila Infinity akademijo, sem bila v pravem času na pravem mestu in sem začela delati za večjo agencijo na Bledu. In sem tako dobila v bistvu izkušnje. In pa sem pač videla, da se da, in sem se odločila, da bom odprla svoje. Itak so nas na Infinity akademiji toliko spodbujali, da gremo na svoje, da probamo kot individualne osebe furati to, in pa sem se odločila v bistvu za svojo samostojno pot. Je pa vseeno lažje, si omenila, da si delala pri večji agenciji, da mogoče en prvi korak narediš pri nekomu, ko ima bolj izkušenj, pa malo vidiš, kako se znajde tudi v situacijah, ki so mogoče malo težje, a ne? Ja, absolutno. Ker jaz sem bila vržena noter. Tako da, itak sem prej že delala vedno z ljudmi in nekako kot organizator ni toliko pomembno. Je pomembno znanje, ampak bolj kakšen si ti človek, a ne? Koliko se znajdeš, koliko si komunikativen, koliko rešuješ probleme, koliko si fleksibilen, koliko si v bistvu strog, v bistvu, ker ko imaš ti grupo 100 ljudi, je težko, a ne. Ni težko, ampak moraš imeti neki sistem, pa vztrajen biti, pa glasen biti, pa tečen, na prijazno, tako. Vsekakor je tudi težko, ja, pač toliko ljudi obvladati pod narekovaji, je treba imeti posebne skille, a ne, posebne sposobnosti. Sedma avenija, zakaj je takšen brand name oziroma od kod je prišel? Pač mi je zanimiv in me zanima mogoče ozadje tega. V bistvu to je prišlo čist od nekje, zaradi tega, ker Sedma avenija je na Manhattnu, tam lahko vse dobiš, a ne. In sem v bistvu v tem smislu dala, da lahko stranke dobijo vse, skoraj vse, kar si želijo, kar je realno izvedljivo, a ne. In Sedma avenija je fashion venue, in ker je seveda poroka neka estetska, mora biti lepo urejeno, je to dejansko pol prišlo neko tako celoto. Všeč mi je, da imaš kreativen brand name, da imaš nekaj za njim, da ni tako kot pri meni, pač moje ime, priimek, fotografi in to je. V bistvu Sedma avenija je moje ime, ker je A-V-E Nina in je E-V-A, kar je pač kul, a ne. Se je poklopilo. Ja, tako. No, v redu, bom pa jaz kar navezal na poroke. Koliko pomemben je prvi sestanek s parom in informacije, ki ti jih predajo ob tem prvem sestanku? Čeprav vem, da verjetno ne v prvem sestanku čisto vsega takoj. Prvi sestanek je v bistvu bolj namenjen temu, da se spoznamo in da se začutimo kot ljudje, ker je pač poroka je toliko oseben dogodek, da ni samo biznis. Moraš, a ne, na koncu smo mi prijatelji, na koncu se mi ni nujno, da slišimo ob uradnih urah, smo na vezi konstantno, messagi, klici in tako dalje. Tako da ta prvi sestanek itak ponavadi par niti ne ve, kaj točno rabi, a ne, ker ponavadi se prvič poročijo in nimajo predstave, koliko je to ene logistike, ker mi ne delamo samo z gosti in samo ne vodimo goste in jih usmerjamo, ampak mi v ozadju furamo celo logistiko ponudnikov, a ne, tako da ja, je pomemben sestanek, seveda, a ne, da okvirno vem, a onadva že imata lokacijo, imata že band, a razmišljata o bendu in DJ-ju, imata fotografa, bi želela, pač kaj bi želela, ne vem, hočeva striktno streženo večerjo ali pa želimo imeti bolj piknik varianto, itak, da je pomemben prvi sestanek, ampak zato, da jaz dobim občutek tudi, kjer paket ima priporočati, a ne. Nekateri pa mislijo, da je samo prosim skoordiniraj našo poroko, ampak koordinacija je v bistvu že skoraj delna organizacija, ne, ker na koncu je res, ni samo 12-urna ali pa 14-urna naša prisotnost, jaz moram en teden prej vse preveriti, preklicati, tudi na lokacijo iti, če je ne poznam, a ne. Pa na koncu tudi DJ ni bil na lokaciji, pa bi želel priti, pa sem jaz zraven, ne rabi par iti, a ne. Tako da v bistvu iz 12 ur na koncu pridemo na veliko več ur dela in truda, tako. Bi rekla, da ti je mogoče
ljubši ta celostni organizacijski ali bolj, mislim, ali ti včasih tudi lažje samo koordinacija? Oboje. Oboje. Če imam jaz zelo natrpan urnik, mi včasih tudi paše, da meni par vse preda, jaz pokličem, vem, da ne rabim iskati lokacije, ker recimo to je najbolj zahteven, se meni zdi. A ne, iz nič najdete eno lokacijo. A ne, pa nekdo bi na Primorskem, nekdo bi pa raje v Ljubljani, pa različni pogoji, pa mogoče pa ta lokacija nima pokritega prostora ali pa nima kapacitete not in tako, in to lahko ful traja, a ne. Če pa par meni reče, imam že lokacijo, je to ena kljukica že narejena, ne, tako da včasih je boljš priti in oddelati ta manjši del, a ne, kot pa vse. Ampak je pa boljš, da se spoznaš s parom, če imaš celotno organizacijo, a ne, tako. Pa tudi pri koordinaciji kontaktiraš ponudnike prej, ko si rekel, da že v bistvu pred samo poroko imaš. Aha. Jaz jih, ker ne morem zaupati, da meni pa reče, jaz sem se vse zmenil. Prevelikrat sem zaupala in potem ni bilo. To pa meni niso povedali, a ne. Nisem vedel. Če bi prej vedel, bi to v redu, a ne. Tako da jaz probam in časovnico vam poslati, saj glih to je point, a ne. In logistiko, dostop do lokacije, premike, parkirišča, kje vi lahko pustite opremo ali pa kje boste vi jedli in tako dalje. To ful v bistvu olajša vsem delo, čeprav imaš ti več dela zaradi tega, ampak Ja, je lažje, saj zato želimo prepričati čim več parov, da je dobro imeti organizatorja, pa ne zato, ker je nekdo tam in se, ne vem, mogoče ima kdo občutek, da mi organizatorke smo tam samo na telefonu in malo pogledamo, kako je kaj, ampak to je res tako aktivno delo 14 ur, konstantno, a ne, tako da res je dobro, ker veliko parov obremeni mame in sestre in brate in priče in nič nimajo pa od tega dneva, a ne. Jaz kot poročni ponudnik, ko sem že bil dostikrat na porokah, rečem, da pač ni organizator, kar nekdo tam, ki pač mičken pogleda stvari, pa ima telefon v roki. Vsaka poroka, ki sem jo delal pač z vami, z organizatorji, je to ful bolj prijetno je delati, veliko lažje je delati, bolj sproščeno je, čeprav so, sploh pri nekaterih organizatorjih, ure zelo pomembne, pa se gleda točno na sekunde pa vse, ampak še vseeno veš, da bojo te stvari urejene, ne veš, da pač, če ob 8 piše, da bo pač večerja se začela, je bilo to urejeno, je bilo to skomunicirano na prav čas, ni se na to pozabili, ker pač je toliko stvari, da pač par sam verjetno lahko pozabi, jaz še nisem svoje poroke organiziral, ampak si predstavljam, da je veliko stvari, nekatere lahko pozabiš, ker pač nisi izkušena, ne, itak. Ja. Pa tudi, ko jaz si tako zadnji teden pred poroko se vsem parom spremeni, nek shift se naredi, ki je kaos. A ne, kakorkoli so emocije, ful enih drobnih stvari za narediti. Od majhnih stvari, doiti po neko dekoracijo, poklicati nekoga, mu še to dostaviti in na koncu je to malo, ampak se nabere in je čist preveč, a ne, tako da je super, da je nekdo. In ponastane ena majhna stvar, recimo, da so prstani ostali v Ljubljani, ti se pa poročiš na morju, a ne? Joj, to se meni še ni zgodilo, ne, saj to. Ja. Marsikaj, ko si misliš, čisto majhna stvar, to fizično tudi, ampak je zelo pomembna na poročni dan, a ne? Ne, pa veliko pari želijo sami narediti. Nekateri imajo tudi, ne vem, pred poroko en dan prej pridejo vsi na lokacijo, bližnji, na primer, in se podružijo in pa, na primer, oni vse sami kupijo, na primer, ni cateringa. In spet, a ne, to ni 5 ljudi, to je lahko 20-30 ljudi, ti moraš narediti neko večerjo, ne more biti, a ne, in to iz te ideje pride 2 dni dela, a ne. Jaz zato vedno rečem, dajte prepustiti, da drugi delajo, a ne. Ne se vse naložiti na sebe, ker je preveč, dajte uživati, dajte biti spričan z mama, z bratom, s prijateljcem, ne skrbeti, kdo postrežem, pa kdo ne bo. Čeprav je ne, saj to bomo mi že, ampak a veste, kaj mislim? Ni enako, pa stvar je, da ni enako. Že tisto večer prej bom šla malo v cerkev, pa mu krasila, pa izbom šel tja, pa mu ti zrihtu. Dajte raje spa. Ja, no, ali pa na lokacijo pridejo že ljudje, kako boš ti šla v cerkev, pa majhen uredila, mogoče župnika ne bo, mogoče noben ne bo mogel odkleniti cerkve, a ne. Ljudje bojo že prišli, nastanitve moramo urediti, kdo gre v katero sobo. In to vzame pač čas, a ne. Tako. V bistvu tu poročna organizatorka naredi
mislim, je in logistika, in v bistvu neko čustveno razbremenitev para. Ja. Ne. Zdaj pa, ne, a bi lahko rekla, kaj je bolj pomembno od tega dve? Pač vrednost. Jaz bi rekla, da je bolj logistično. Ker pač jaz se ne morem soočati, zdaj, kaj oni čutijo, kaj ne. Niti nisem njihov bližnji, ki bi jih sej mirim, ampak se ni tako, da jaz moram koga miriti. Sej to je načeloma vedno nek lep dogodek. A ne. Tudi če je kdo kaj razburjen, vedno vprašam, kdo pa bi ti zdaj pasal, da je zraven. Pa reče, ja ne vem, rada bi to prijateljico, recimo. A ne. Pa rečem, da jo poklič, boš videla jutri nov dan, naspala se boš, zbudila se boš, super bo. Ampak ni zdaj to nekih breakdownov, tako ni. Ampak pač pritiske in če nekdo ni navajen že vse organizacije in še tega valjda, da se poroči, je malo preveč. A ne. Isto, ko diplomiraš, pač prvič diplomiraš in ne veš, kako bo na zagovoru, kako bo pol, kdo bo prišel se na kosil, kdo ne bo, ti bo kdo odpovedal, ali je treba prevoz komu zrihtati, pa je diploma v bistvu. Porokaj pa ful več, a ne. Se moraš soočati v bistvu s familijo od bodočega moža ali pa bodoče žene in a ne, tudi vsi med sabo se ne poznajo, tako kot mi mislimo. Saj se vsi kar poznajo na poroki, ne, ker je to ena stran, druga stran, frendi se med sabo sploh ne poznajo. Zato je dobro, tudi jaz recimo na začetku, ko se folk zbira, vedno pridem pa rečem, živjo, ne vem, se predstavam, a ne, jaz bom cel dan z vami, če kaj rabite, dajte, a ne, ali pa pojte raj tja, pojte si vzeti, ne vem, koktel, tle imate pijačo, zato da folk dobi malo občutek varnosti. Aha, se en z nami, ki nas malo povezuje. Da se sprostijo tako. Pa tudi konec koncev, ko jih moraš vse skupaj prestaviti na kakšno drugo lokacijo, že malo vejo, ona je zato tukaj, ni zdaj ker nekdo, ko tam kliče. Ja. Je boljše to narediti v manjših skupinah v začetku. Ja, pač ponavljaš se, itak se na poroki 100-krat ponavljaš, eno in isto, predstavljaš ljudi in tako dalje, ampak vse gre. Pač pa se navadiš, da nisi naporen, nam reka naporen, ampak včasih tudi rečejo, kaj moramo spet narediti, a ne, v smislu, sploh ne bad smislu, ampak je tako. Tudi fotografov to reče, pa veliko manjkrat moramo poklicati jih, pa jih pač kam predstaviti, tako da, je malo lažje, a ne. Ja, tako je. Oni pridejo uživati, a ne. Ampak poroka je en tak dogodek, ki ima par različnih lokacij že, pa različnih dogodkov, ker nekdo mora na njih vplivati in tako. Drugače pa glede živčkov, samo to bom ti ukradel tvojih 5 minut slave. Glede živčkov, jaz največkrat opazim pri nevesti, ko da enkrat obleko gor na poročen dan, pa ko jo pač zaprejo, zavežejo, oblečejo, kakorkoli. Takrat se mi zdi, da se šele zave, tako zdaj pa. Ja, zdaj pa je to. In prav vidiš na obrazu, ko je tako In takrat, po mojih izkušnjah, največkrat pomaga to, da pač ima sam mir. Da ima sam mir, da ne rabi, veš, ponavadi, ko so pač družice zraven, pa pač se veliko govori, pa je veselo, pa ful, vse pa to poln, pa da ne bo ti manjkalo, pa ful nekih skrbi nepotrebnih. Ponavadi to ne pomaga, ne. Je boljš, če je sama, je ponavadi še najbolj se mi zdi gre čez te stvari. Jaz probam ene 15 minut prej vedno reči, greste lahko zdaj vsi iz sobe, zato da bo Maja sama, ali pa bo mama z njo, a ne, itak oče jo že čaka, ali pa brat, kdorkoli jo pripelje. In rečem, zdaj pa pač vzem si 5 minut, zadihaj. In ful pomaga, se mi zdi. A ne? Zato, ker je res ta kaos okolje včasih malo preveč motečno. Tako. Pa še moraš začutiti dogodek v resnici. Ko si sam dejansko začneš razmišljati o tem, pa začutiš poročila, se bom poročil, se bom kakorkoli. Ko pa pač se skozi dogaja nekaj okoli tebe, je kar naenkrat ura 3 zjutraj, pa je konc poroke, pa ne veš, da si... Pa jaz jo vedno spomnim, to si čakala cel life. A veš, tako da se zaveš sam, res, zdaj sem pa tle, zdaj se gremo poročiti, a ne, da ni. Tako da to probam, jo vrniti v trenutek, a ne. In ženina tudi, saj ženini so tudi vsi pogumni, pa pol ure prej. Pa rečejo, zdaj sem malo živčen. A pa ko stoji pred oltarjem, pa čaka, pa se mičkem bolj zavleče minutko, 2, pa je že, če se vidi na obrazu, da je to tam pričakovanje, da ni to kar tako. Izvoli, Rok. No, zdaj pa, da jaz malo nazaj zavijem. Kaj bi pa, a si imela kdaj par, ki je imel mogoče, ne vem, če bi lahko temu rekel konflikt interesov, ampak da sta imela nasprotujoče si želje. Ponavadi jih poenotijo, ampak sigurno se najde kdaj. Imela sem,
pri osnovni stvari in to je sedežni red. Ko ženi ni želel, da so poimenske kartice na mizah, mi dve z nevesto sva pa želeli, a ne? Ker on je imel idejo, da je to ful bolj sproščeno, a ne? Da če se vsak usede kar tako, kot želi, a ne? Ampak pa v bistvu mi je nevesta pomagala pri tem, da je rekla, ne, bodo imenske kartice, pika, a ne? Ker je ful je boljš, da so imenske kartice, sploh če je več kot 50 ljudi. Mislim, že za 20 ljudi bi jaz rekla, zaradi tega, ker prvo je to personalizirano. A ne, isto, če prideš ti, pa piše Goran, pa thank you note, pa tvoj imenik, ker je ribi, ne ješ mesa, na primer, in tako dalje. Je tak neka osebna nota, je tako da, na primer, evo, to je bila taka stvar. Pa še kakšen neverjeten. Se bi že težko gostinc dejansko postregel, pač se ne ve, kje je kdo, ko je pač vegetarijanc. Ja, absolutno. Samo nekdo, ki ima recimo to prosto postrežbo oziroma self-service bar, je pa je možno, a ne. Ampak, a ne, pa tudi jaz vse pare probam prepričati, da je res boljše, da je postreženo. Zato, da enostavno so lepo postreženi svatje, da ne rabijo hoditi iskati, da ne rabijo čakati v vrsti, da ne rabijo se mazati, da ne rabijo nalagati. Ampak to je stvar, ki jo sprejmem jaz, če želijo oni self-service, bomo naredili self-service, a ne. Ja, ampak v bistvu, to smo se že zdaj, mislim, da že v enem pogovoru pojavili, no, v bistvu to je le nek tak dogodek in to, da imaš ti postreženo, še toliko bolj dvigne to višje in bolj prestižno izpade, in ja, ni tega, ti se imaš več časa pogovarjati z ljudmi okrog tebe, ni ono, da zdaj pa tam stojiš v vrsti, pa ne vem kaj, tako da ja, je to veliko boljše. Tudi bolj je v bistvu sproščeno, po mojem mnenju, in elegantno in enostavno je pač boljše. Jaz to vsakemu paru predlagam, no. Ja, se naše, da pač povemo svoje ideje, pari pa pol se odločijo na koncu spet pač za tisto, kar njim sede, čegar so tudi navajeni mogoče, ne. Jaz nikoli nobenega ne silim v svoje mnenje. Povem ga dvakrat, poskušam ga argumentirati po izkušnjah, pa povem, lejte, vseeno mi smo videli že več porok, ko se je zgodilo to in to in to, pa če par se ne da, se pač ne da. A ne. Prisiliti jih ne moramo, nima smisla konec koncev. Nima smisla, niti to ni moja stvar, da bi jaz nekoga silila v svoje ideje. Tako da tudi, ja, jaz se popolnoma prilagodim njima s tem, da jo usmerim, kaj je bolj praktično. Mene samo to pomembno, dajmo narediti praktično in lepo. A ne preveč komplicirati, tudi na časovnico ne dati preveč nekega programa, ne preveč premikanja, a ne. Saj do tega bomo še prišli bolj, ja. Toliko vprašanja še, bomo cel dan skupaj nažbati. No, pa če gremo v bistvu zdaj na čas pred poroko, se pravi na tisti čas, ki te par kontaktira, ki se odločita, da si ti, a pa razmišljate o tem, da boš ti njuna organizatorka in prijeta na prvi sestanek, a pa na enega prvih. Kolikokrat se zgodi, da dejansko ne znajo jasno definirati, kaj sploh želijo, oziroma da pač nimajo neke jasne ideje, da moraš ti jim svetovati že pač pri tem, kaj sploh hočejo? Načeloma ni veliko takih parov, ker vsi približno vejo, kaj želijo. Ja. Je pa res, da želijo drugačen pristop. Nekdo reče, zdaj imamo en let, kaj moram zdaj narediti, ne? In to je zelo šolsko, bi jaz temu rekla, in jaz pa rečem, v redu, zdaj pa naredite to in to in to, predlagam to in to in to. Nekateri so pa, midva sva že to pa to naredila, a misliš, da je ta odločitev dobra ali ni, pa gremo na ta način. Tako da večinoma približno vejo, kaj si želijo, a ne. Pa v večini primerov jima ti pač pomagaš zbrati druge poročne ponudnike oziroma jih predlagaš, jih ti kontaktiraš celo, ali dejansko to sami naredijo? Odvisen je od paketa dejansko, a ne, ali nekaj sami naredijo ali nekaj ne, samo če želijo seznam ponudnikov, jim jaz dam s tistimi, ko sem že delala, s tistimi, ki jih še nisem delala, pa mislim, da so v redu za sodelovanje. In to je ta moj seznam, ki ga dam, če pa one dva želita, pa rečeta, midva sva pa najdla nekoga drugega, ne vem, za torto na primer, pa rečem, super, a želite, da jaz kontaktiram, pa jaz prevzamem komunikacijo naprej, a ne. Je čisto odvisno od tega, za kak paket se odločite v bistvu tukaj. Ja, ker če želite, da jaz samo koordiniram, se jaz ne bom menila
za vse. Jaz bom preverila, kaj sta se one dva zmenila, zato da bom jaz svoje delo lahko naredila. Če pa je organizacija, bom pa jaz prej se vse dogovorila in sem v bistvu vmesni člen, a ne vprašam, a je to ok, potrdita, potrdim jaz njima. No. Tako. Odlično. Kaj pa parom pomagaš? Pač vemo vsi, ki smo bili na poroki, da pač ni vsak del poroke, pa vsaka stvar na njej želja para. Ne? Včasih ima mama kako željo, včasih ima teta, včasih so na Instagramu kaj videli, včasih je nekdo rekel, to je nujen, včasih je en trend, ki mogoče niti ni toliko fajn, pa ni toliko dober za Slovenijo, mogoče bolj sede na en drug kontinent, kjer so to videli. Kako jim pomagaš pač spraviti idejo v realnost, pač, da dejansko ne odplavate nekam? Ponavadi to kar določi sam budžet, a ne, ko nekaj vidimo, kaj je, a ne, one dva bi mogoče tak šotor, pa se pol vidi, da je to ful denarja, a ne, naprimer, mislim ful. Budžet je zelo relativna stvar, nekomu je nekaj veliko, nekomu je nekaj malo, gre se pa za isto vsoto. Tako da jaz bi rekla, da je to samo odvisno od budžeta. Tudi ko vidimo oboke cvetja, to pač so veliki zneski, a ne, in ko to povemo in damo na list in na nek finančni plan, je to pa, mi da bi pa to ful manj, a ne. Ni panike, samo pač bo manj, a ne, tako da, če je smiselen odgovor, no. Načeloma je to res odločilen faktor, a ne, razen če bi želela še kaj drugega, kar ni dovoljeno, ali ne vem, da so ognjemeti so ful, wow, pa jih nekje ne dovolijo, nekje pa je pač izvedljivo, normalen. Se vse da zmeniti vedno, če najdemo pravo osebo. Poroka je taka stvar, ko se vedno zdi, mislim, dostikrat se pogovarjajo pari že po skupinah, rečemo na Facebooku, pa to, ko gledaš, koliko je drago, pa koliko ste vi dali, pa tako naprej. Ampak v bistvu v resnici je toliko stvari za urediti, toliko velik dogodek, je pač to ni en piknik za 20 ljudi, ne? Zdaj je pač res velik dogodek. Pa še ena stvar je pač, vsi, ki smo tam, moramo biti 100% zanesljivi, ne moreš zbrati nekoga, ki je mičken ceneje ali pa ki je mičken, ne vem, karkoli že, sam zato, da bo pač, da boš malo prišparal, pa ne bo nekaj narediti, pa nekoga celo ne bo na tisti dan, ali pa kakorkoli, a ne. Se mi zdi, tudi zaradi tega dejansko je budžet tak, ko je za poroko pač, a ne. Mislim, saj vsaka poroka se izvede tudi s takimi ponudniki in tudi brez organizatorja, a ne. Samo malo je bolj pač kaotično, to je vse. Kaj ne rečem, a ne? Ja. Tako, a ne, saj poje se vse, zrihtano je vse, ampak odvisno samo na kakšnem nivoju. Ni zdaj, da pa brez organizatorja se pa poroka ne da narediti. Itak se da, ampak Nekje nekaj trpi, no. tako. Že zaradi ponudnikov in vas, jaz mislim, da mi vam olajšamo delo, a ne? Vsekakor. Ja, mislim, je že... Tako, no, ne vem, kako vidva mislite. Je že lažje, ker dejansko že preden s parom mi zares začnemo pač neko resno komunikacijo pa timeline graditi, ki ga v resnici pol ne, ki ga vi zgradite, ne? Ampak že vejo pač, kdaj morajo približno se vzeti čas za fotkanje, ker pač ob 3 popoldan junija pač se nihče noče fotografirati, samo tega vejo, ne, v resnici, ne? Da nočejo na 32 stopinjah stati zunaj pa imeti podočnjake zaradi senc pa tako naprej. Ampak o tem ne razmišljamo, ko se s telefonom fotografiramo na plaži, nam ni važno, je plaža tako lepa, da ne razmišljamo o tem, koliko je ura, pa kakva je svetloba. Kaj meni se zdi, če ni nas organizatorjev, da vi fotografi ful prevzamete te organizacije in neka mnenja in to, a je tako? Vsekakor, ja. In fotografi in videografi, po moje, že zaradi tega, ker če ne druga, hočemo narediti dober material in da narediš dober material, moraš biti pač v pravem času na pravem mestu, a ne. Tako. Svetloba je pač velik del tega vizualnega ustvarjanja in pol itak na kakmu sestanku pač omeniš, pa bi bilo dobro to takrat, jaz sem bo večerja, pa poglejmo, če lahko prevečerja, pa v bistvu med hodom mogoče gremo 15 minut shootinga narediti, če je to izvedljivo. Tako da zna biti dostikrat, da smo mi tisti, ki mešamo štrene kakemu gostincu. Ja, pa tudi tudi med dnevom, a ne, ko sledite časovnici, a ne, pa je skupinska slika, pa je torta, v bistvu vi prevzamete nek del, moramo se spraviti skupaj, a ne. Samo ne vem, kako to poteka, ker je malo lažje, če sva dva. Kaj ponavadi sva dva, a ne, fotograf, videograf in organizator, skupinska slika je, gremo skupaj, pa ena mora še lulati, pa ena mora še to dokončati, pa otroka ni, pa dajmo ga najdati, pa in to traja 15 minut, preden ti dobiš ljudi skupaj. Fotograf lepo dron že gor dvigne, pa že čaka. Ja, nje pa še ni.
bom počakal, pa če gledaš počas baterijo, bo preživela to čakanje ali ne. Ampak ja, vsekakor lažje, če nas je več tukaj, ja. A pa če imamo kakega DJ-ja, ko ima tudi 6, pa v bistvu oni to največkrat naredijo zelo... Oni imajo tudi ponavadi glas bolj močen za take stvari, skup klicati ljudi. No, to. Navajeni so tega, to je ta stvar, ne. Ja, no, tukaj imam še eno vprašanje, v bistvu, ko sem razmišljal o njemu. Kolikrat se ta začetna ideja para, se pravi, ko pridete, imate neko idejo, bi speljala tako in tako poroko, pol v bistvu čisto obrne. Ali zaradi tega, ker v bistvu ugotovite, da ni budžet pravi, ali pa še bolj zanimivo, če dejansko kak par ugotovi, ker mu daš ti na svet, da dejansko nista, da nočeta sploh tega, kar sta mislila, si želita, pa se odločita za nekaj čisto drugačnega. Dostikrat se to zgodi. Mogoče zaradi tega, ker ali logistično kaj ni izvedljivo, ali ni nastanitev, na primer, če želite vsem omogočati, ali ni kapacitete na tej lokaciji, če zdaj govorimo pač o lokaciji in sami logistiki. Ampak saj pravim, res je odvisno, v bistvu je odvisen ta prvi sestanek, si me prej vprašal, a ne? Ker res vidimo, a je že lokacija, imajo ponudnike, koliko želite pomoči pri moje pomoči, da najdem ponudnike. Dostikrat se spremeni zaradi budžeta, seveda. Ne vem, kaj še v bistvu. Pa to, kar si omenila, ja, koliko svatov je, to v bistvu to je z lokacijo ful tesno povezano. No. Ne moreš se poročiti na lokaciji, ki je pač bolj butična, ki je za 20-30 ljudi, če hočeš ti 150 svatov, ne, pač dejansko ne bo šlo skozi, ne. Ali pa je zunaj zelo lepo prizorišče, pa pol ni kapacitete v notranjih prostorih za toliko ljudi, a ne, pa se pol spremeni ta začetna ideja. Ker res ta del vedno preskočim kot fotografa, ne. Mene vedno, ko kontaktirajo že, Je načeloma. v bistvu imam kar v vprašalniku že, katera je pač vajina poročna lokacija, ker je redko kdaj, da je bilo, mogoče so izbirali še med zadnjimi 2 ali pa 3, če so imeli kaj takega, ampak drugače je bila vedno lokacija že določena vnaprej, ko sem jaz pač prišel k njim in sem sam se veselil ali pa pač ne toliko veselil, glede na, se tudi mi fotografi imamo lokacije, ki so nam bolj všeč, a ne, ker vemo, da bomo lahko ful dobro tam delali, ali pa take, ki so pač malo omejen, ki si, ne vem. Ja, manj kreative je pa, ja. Ali pa si zelo usmerjen, ali pa kakorkoli, ja. Ampak se moramo prilagoditi. Mislim, mi moramo vsekakor dobro narediti, ja. Nisem mislil s tem, da zdaj pač izgovor, jaz tukaj ne bom naredil veliko fotografij, zato ko mi ni všeč. Ni to, ampak imamo vsi vedno pač stvari, ki so nam bolj všeč in manj všeč. In, ne vem, ravno zdaj sem pač podpisal eno poroko, ki bo v Logarski dolini in to mi je pač meni Logarska. Sem bil včasih iz Velenja, ne, in smo tja dosti hodili na izlete in mi je pač Logarska dolina ful všeč in že takoj, ko mi reče, pa pove mesec, sem tak, okej, tam že imam kar ideje, kaj bom delal, ne. Popriješ pa narediš drugače, ampak to je naša vloga tega, da delamo vsak vikend to, ne, da se znamo prilagoditi pa narediti takrat, ko je treba, tudi če ni popolno. In evo dodane vrednosti. Ja. Zato je, ko daš v bistvu toliko enih porok in vsega, zato včasih že mi lažje prevzamemo koordinacijo na lokaciji, zato ko si že na toliko enih porokah, ko je se letos se je moj, že lani se je moj kolega poročil, pa tako, ja, daj pa ti povej, komu pa zdaj. Je pa bil si na več porokah, pa dobro, to je res. To ne pomeni, da zdaj moram jaz voditi vse skupaj. Ampak ja, tista poroka je bila taka pač. Sama sta imela vse na čez, na koncu vem, da jaz sem šel ta zadnji z tiste poroke. Vsi gosti so že šli, mi smo še pol na koncu tam malo pospravili, pa se pogovarjali. Pa je uspela, tudi če sta bila brez organizatorja. 2 dni. Saj pa malo gostinstvo prevzame to spodbudo, da imamo tako malo vi fotografi, matičarji za obred isto povabijo ljudi, da se posedajo in tako da. Saj, tako kot sem rekla, steče v vsakem primeru. Ampak če je nekdo, jaz bom kar govoril v tvojo prednost ali kakorkoli. Prosim, ja, se mogoče jaz bom jaz prevzel. Nujno rabite organizatorja. Ja, tako. Nujno rabite organizatorja. Ker recimo bil sem na poroki, sem fotografiral že dolgo nazaj, 10 let po moje, ker so pozabili torto postrežiti. Ura je bila 3 zjutraj že. Pa sem tako, jaz sem ugotovil, tudi jaz sem bil blokov v začetkih in pač nisem bil tisti, ki je zdaj kar narekoval pa spraševal, ali bo ali ne.
bože, se pač vejo, da mora biti, bo uredila. Ne. Mi je bilo mičken čudno, pa sem gledal pač družino z otroci majhnimi, ki so čakali, otroci so že na pol spali. Pa tako razmišljam, po mojem, oni čakajo torto. Ne. Pa gendo ne veste, tako ono, ja, in se me je zgodil, ker nista klicala en dan prej vsakega, da ni bilo osnovnega ansambla, bi takrat moglo biti, ga ni bilo. Pač niso se več oglasili, oziroma razpadli so ali nekaj in jih pač ni bilo. In posta zadnji dan v bistvu pred poroko nadla nekoga drugega nekako, nek drug ansambl, ki je prišel igrati, ampak niso oni vedeli, da morajo oni voditi zdaj poroko v resnica. Ne. In pač nihče ni rekel torto prineste, gostinci je niso, ker so čakali njega, oni so čakali, vsak je enega čakal. V tem primeru bi pač organizatorka, ne glede na to, če bi se vsi ponudniki zamenjali konec koncev, pa hvala Bogu se ne bi. Ja, to ne bi pozabila, absolutno. Ja. Do 3 zjutraj pustila otroke, recimo, pa se ni nič namernega, ampak ja, pa je pa neprijetna izkušnja lahko za nekoga, ne? Ki hoče pač ustreči s tem, da pač počaka do konca, pa se ta konc kar odmika in odmika. Tako da ja, organizatorji ste nujni. A pa zelo zaželjeni bo. Zelo zaželjeni, tako bo. Ja, lepo si povedal. No in evo, ko smo prišli pa nazaj, da je organizator potreben, kakšne možnosti koordinacije pa ti v bistvu ponujaš? Prej si se že malo dotaknila, da je zelo odvisno od paketa, mislim, itak ne bomo v številkah pa nič, ampak kakšne pa imaš te neke, iz česa so sestavljeni tvoji paketi, no? Ok, najmanjši paket je v bistvu svetovanje. Ker mogoče par je, mi doba vse sama, ampak ne bi pa vedela, kako bova sestavila časovnico, pa kako bi uredila logistiko. Kar nekaj, zdaj na pamet govorim. In se dobimo lahko v živo na sestanku, lahko prek Zooma in uredimo, lahko tudi po telefonu. A ne, sej morate vedeti, da ta sodelovanje poteka mogoče bolj drugače, kot si vsi predstavljajo. To je zelo sproščeno sodelovanje. To ni zdaj striktno, mi smo pa striktno poslovni, to je osebni dogodek, a ne? Tako da to poteka korektno, ampak sproščeno. Pol je koordinacija na sam dan dogodka, oziroma jaz bi rekla, to sploh ni samo koordinacija, je nekaj svetovanje in koordinacija, a ne? Evo, dajmo tole združiti skupaj. Če želite malo več pomoči, je delna organizacija, kar pomeni, da 3/4 naredimo mi in vodimo nek plan, a ne, in vpisujemo noter in opozarjamo, da se kaj ne pozabi in pokličemo, rezerviramo in tako dalje. Če je pa popolni paket, kar načeloma, prej si me vprašal, a ne, je najboljši. Zaradi tega, ker pomeni, da imam jaz ves nadzor nad vsem. A ne, to ne pomeni, da se jaz odločam namesto para. To samo pomeni, da jih jaz lepo vodim skozi celoten plan, od rezervacij, nastanitev, prevozov, ponudnikov, časovnice, finančnega plana in tako dalje. Pač cel paket je in je boljši, a ne. Tako, kot imate na primer fotografi 5 ur na dogodku ali pa 12 ur na dogodku, a ne. Valjda je bolj 12, ker cel dan zaradi tebe je boljši, ker posnameš celo zgodbo, a na videografi pa sploh. Ker eni rečejo, mi bi pa samo, da posnamejo civilni obred. Pa mi vsak videograf reče, to žal ne gre tako, to pa ne bo šlo, a ne. Zdaj, ali želite, da naredimo cel nek zgodbo, ali pa pač ne, no. S tem, da dobro, moj paket jaz si prilagodim itak, a ne. Tako. Mislim, jaz imam v bistvu ta najširši paket, imam kar časovno ni omejen sploh, ker zdaj je 12 ali pa 14 ur res preživim, jaz sem tam z vami in če je torta ob 3 zjutraj, pač počakam na njo, ne. Ampak tako čisto iz mojega vidika mi je ful dobro to, da sem cel dan zraven, ker si že zjutraj v sobi pri nevesti, pa spoznaš njeno mamo, pa očeta, pa prijateljice, ker takrat jih lahko dejansko spoznaš, takrat si daš roko, ker imaš ta čas. Med svati pač čez dan ne boš hodil, pa se pozdravljal, ker pač nisi nekdo, ki se more predstaviti. Tam, ko je pa tistih par ljudi, se pa pač predstaviš in pol čez dan veliko bolj sproščeno funkcioniraš z najbližjimi, od ženina in neveste, kar je konec koncev najbolj pomembno, a ne. Te družinske fotografije pa vse veliko lažje zložiš, veliko prej se ti ne smejijo, so sproščeni okoli tebe. Tako da že iz tega vidika je pač meni osebno ta stvar všeč, sploh pa tudi pol fotoknjiga, pa to je veliko lepša, če imaš ti zgodbo noter, kot če imaš 5 fotk iz pred oltarja in to je to. To je pač fotografija za na steno lepa, recimo za neko zgodbo narediti, je pa nemogoče, a ne. Ja, zdaj pa itak spet, vsak mu nekaj drugega odgovarja. Ker evo recimo to sproščeno, tisto poroko, ko sva lani delali skupaj, jaz sem
vse te najožje člane sem v bistvu intervjujal. Aha. Vsak nekaj povedal o njima, neki oseb, neko anekdoto skupno. In je bilo tudi, se je ful videlo, koliko je bilo pol sproščeno, pa so prišli meni, pa zdaj gremo pa tole, še bomo naredili nekaj. Toliko se je sproščeno. Nobenega nekega zateženja, ampak dobro, oni so bili vsi taki zelo. Šlo marsikaj narobe, pa je bilo vse v redu. Ja. In ne vem, glih to, ker pač pol toliko lažje narediš ven nekaj božje, kot pa ne vem. Tule imaš, tam se bo ta postavljal, to je to. Ja, ne, ampak recimo pari na začetku ne vejo tega. A ne? No, zdaj se spet vračamo nazaj na vprašanje. A ne? Ker ne morejo vedeti. A ne? Jaz lahko njim razložim ful je bolj osebno, da bomo bolj povezani. Pa rečejo, ne, mi samo rabimo enega, da nam bo odvodil poroko, zato da bo malo na časovnico gledal, to je to. Pa na koncu pa vedno pridemo, da je boljš, da sem več zraven. A ne? Pa te na koncu, ko greš domov, ne veš, da objame, ki je bilo tako dobro, pa vidiš, a veš, se nismo zdaj prijatelji, mi ne bomo se vsak teden družili, ampak dejansko smo se imeli tako dobro, da nismo samo nekdo, neka storitvena dejavnost, ampak smo bili toliko časa s tabo na tako velik dan. Nisem poslovna transakcija. Sploh, naprimer, če je dosti lokacij imajo vikend, a ne, moraš zakupiti vikend, a ne, in ponavadi pride ožja družina in prijatelji na petek že, in jaz sem takrat tudi že z njimi, a ne. Želim biti, zato ker je ravno zaradi tega, kar si ti rekel, ker je lažje, ker je boljše, ker se bolj povežeš, ker me lažje pristopijo do mene, ker nisem jaz bav in neka striktna gospodična, ki bo delegirala, kaj treba. Normalno, da sem korektna in se držim stvari in zatežim kdaj, če ni ok, ampak ne svatom, ponudnikom. Ampak je pač boljše, no. Ampak pari na prvem sestanku to ne bodo sprejeli, ker ne dojamejo. A ne? Pa ne zato, ker ne želijo, ampak si ne predstavljajo. Sam se itak spreminja to. Jaz, ko sem začel delati poroke, pač zelo majhen procent jih je bil organiziran tako strokovno. A ne? Pač je bilo vse, pač sami so naredili in to je to. Zdaj, če za letos govorim, za lansko leto, no, je to že veliko večji procent tega, da pač jaz ne skrbim skoraj za nič. Ker tudi iskreno za nas je veliko lažje. Tako imaš vse organiziran. Na enih lokacijah celo organizator, ki naredijo en del shootinga, tudi postavijo, ker vejo, da pač hoče lokacija imeti nekaj in ti tam neko sceno naredijo. Veš, in te stvari so tudi za nas lažje. Pa ne govorim, da zdaj zaradi nas morajo, zaradi pač drugih ponudnikov, da morajo imeti organizatorja, ampak dejansko dan lažje steče in boljši spade. No, gremo spet malo nazaj, en korak bolj nazaj. Kako pa te ponavadi pari najdejo? Zdaj, to me bolj zanima iz tega, a imaš slučajno vpogled iz marketing smisla, s kje dobiš največ povpraševanj? Do zdaj sem jaz dobila največ povpraševanj preko priporočil. Zaradi tega, ker jaz sem ful časa odlašala in s socialnimi omrežji in z spletno stranjo. Tako da zdaj sem se vdala v to usodo, da to pač rabam. Tako da načeloma sem jaz vedno dobila od priporočil. Ali so neveste priporočila, ali so bili nekdo je bil že na poroki, kjer sem jo organizirala, ali pa je lokacija priporočila. Tako da nimam neke analize narejene. Zelo odlična analiza. Meni se zdi to najboljša stvar, kar je možno. Da dejansko ljudje, ki že vejo, so te videli dobro delati, hočemo te in pa dejansko se ni treba prodajati, sploh ker vejo, kaj bi odobili, če so že bili tam. Tako, zato jaz vedno verjamem, da tisti pari, ki pridejo do mene, da so z razlogom mene izbrali. Ker ni zaradi tega, ker imam lep opis na spletni strani ali pa ker vidijo moje objave, ki so mogoče tudi fake projekti, pa sploh niso prave poroke, ker zdaj ne veš več, kaj je prav, kaj je realno in kaj ni. Ampak so zato prišli do mene, ker so videli, kako delam. Tako da to je meni največ pomenilo. Je zanimivo, da pri nas je še vedno ful tega. Ful veliko ljudi dajo na ta osebna priporočila in tudi jaz, mislim, imam največ dela iz tega. Mislim, tudi ti mi včasih pošlješ kaj. Ja, pa ali pa ponudniki, saj je res tako, pa pač osebe, načeloma. Odlično je, ker se spoznamo, pa lahko dejansko, mislim, veliko lažje je tudi mi dva zdaj, ki spoznavamo, pa jaz, ki spoznavam pač vas ostale ponudnike in ko dobim povpraševanje in je pač ena ideja, bi imela nek elopement nekje, veš, v hribih ali pa karkoli, se bom veliko lažje zdaj na tebe spomnil, ker te pač že mičkem bolj osebno poznam in pač dodaš kar od CC zravno mail, pač predlagam njo, če bo imela čas malo poprašta, pa pač
je to veliko lažje narediti, ja, teda tudi mi ponudniki moramo med seboj sodelovati. Kaj pa so ključne stvari, na katere pari pozabijo, recimo, sploh te, ki te vzamejo samo za koordinacijo, pa pol v bistvu na koncu prevzameš projekt, rečemo temu projekt poroka, no, in opaziš, da so stvari pozabili, ki bi jih mogli v zadnjih tednih pripraviti, pa jim ostanejo. A se ponavljajo kakšne stvari? Malenkosti, na primer. Ja, bo civilni obred ali pa cerkveni obred bo ob enih, okej. Kdaj pride svatje, kdo bo imel prstane, ali bo cvetličarka prej, kdo bo odklenil cerkev, na primer. Potem, a bojo družice, ali boš imela punčko, ki bo posipala cvetje, a bo imela prstan, kdo prinesel prstan, a ne, vse te podvprašanja, ki so management, a ne, so pomembne, a ne. Pa jih je ogromno, a ne. Kje bojo parkirali svatje? Ja, nekje bojo že, če je to center Ljubljane. Ja, kje bojo parkirali, a ne? Na primer. Kdo bo tebe pripeljal? Kje se bo, a ne, koliko časa ti rabiš od tvoje lokacije do cerkve, a ne? A si se zmenila, a ste se zmenili s cateringom, da postavijo mizo tam in tam, ker bo senca? Ali imajo dovolj kozarcev? Ne vem, take stvari, a ne. Ker eni rečejo, saj bo to catering poskrbel, a ne. Ampak a imajo dostop s kombijem? Če bo finger food, a rabijo tam pripravljati, a bo že pripravljen? A si jih vprašal vse to, ne? Saj oni bo že naredili, samo verjetno morajo... Tako da take stvari. Saj glavne stvari se večinoma, saj imamo vsi te neke skillse, organizacije, ampak te mini stvari, ki jih pa mi vemo iz ozadja, pa niso urejene, a ne. Pol se pa mudi ali pa se, ne vem, ni prostora, ni vode, na primer. Ne vem, a veš, ni kuhance majhne, kjer bi mogoče catering rabil nekaj urediti. Ali pa ni prta. Zakaj ni prta? Ja, saj catering je povedal, da ima samo eno mizo. Ja, kdo bo prt prinesel? Ja, no, ne vemo, ni ga. Pa je brez prta, a ne. Tako da, take stvari, na primer, no. Ogromno je majhnih stvari, da pol izgleda stvar popolna na koncu, a ne. Saj to je ta stvar. Kaj pa na poročen dan, a ne? Zdaj smo pač prišli čez te zadnje tedne, recimo, pa si jim pomagala vse urediti, zdaj prej pa poročen dan. Zakaj vse moraš skrbeti? Saj spet so te obvious stvari, ki jih vidimo, ali pa recimo svati, ki so bili na poroki, so te videli, ki si jih poklicala kam, ampak verjamem, da je veliko stvari v ozadju, ki jih tudi, mogoče tudi mi drugi ponudniki ne vidimo. Ogromno je multitaskinga, absolutno. Ker marsikdo si predstavlja, da smo mi tam samo zato, da delimo cvetne lističe, pa da lepo rečemo, pojdite noter, pojdite se usedeti, dajmo se premakniti. V bistvu je pa, kaj vi ne vidite, kako namestimo mi svate, kako jih pripeljejo iz letališča do namestitev, iz namestitev do kraja poroke, iz poroke nazaj domov, ali bo to organizirano s kombi, ali bo to ob enih, dveh, treh, ali bo kar skozi na stand-by, na primer, a ne. Koliko se mora catering paziti, če ima nekdo celiakijo, če nekdo je laktozno intoleranten, take stvari moramo skozi nekako, mislim, vsak catering je zelo profesionalen na porokah, a ne, ampak jaz vedno rečem, a imamo to urejeno, a ne, vedno, zato da je za ziher. Pa kakšne stvari še? Kaj, mislim, prestavljati stvari. To se probamo mi izogniti, ker se lahko sliši, saj boš samo prestavila nekaj. Ja, samo je to pa 15 stvari za prestaviti, je to 1 ura dela, ki je meni zelo dragocena, ker imam pa vmes klice, pa vmes se nekaj zalom, pa je dež, pa me Ben sprašuje, bomo prestavili ali ne bomo, dajmo pokriti vse, dajmo počakati, a ne, in pol je tako, okej, saj kul. Tako da take stvari, na primer, če sem odgovorila na point. Seveda, ogromno jih je. Ne, tako, hotel sem s tem vprašanjem malo odpreti pač oči temu, ravno temu, ko si rekla, pač ne delimo samo pač te riž, rožice, karkoli že zametati, ampak je dejansko veliko stvari za urediti, da dejansko se, ne vem, da je večerja prav čas postrežena, da se te stvari tudi uskladijo, da če mi fotografi zamujamo iz shootinga, pa ne zamujamo, ampak če se slučajno kje zgodi, da je, ne vem, bil sem recimo na poroki, ko smo imeli nesrečo, ko smo se peljali iz cerkve na civilni obred, ne. Verjetno tudi to mora nekdo urediti, da bo dejansko matičar, če bo le lahko počakal njih par minut, ko se bojo prebili ostali čez nesrečo, pa tako naprej, ne. Ogromno nekih reči je lahko, tako da. Kdaj pa se tvoje delo zaključi? A ne, poročna torta in pol. Jaz to pofotkam in kot fotograf dam ponavadi
fotoaparat v torbo in grem. In takrat tudi organizatorka ponavadi gre iz poroke. A se s tem zaključi, ali imate vi še kar nekaj dela, pol v bistvu tudi po poroki, oziroma še mogoče tudi tisti večer za urediti, da se poroka dejansko res zaključi? Odvisno je, jaz načeloma dosti stvari uredim pa v nedeljah, oziroma dan po poroki. A ne. Glih čist po torti takoj ne grem, ampak preverim, da so prevozi urejeni, če je organizirano s strani mene. Če kdorkoli karkoli rabi kakšno pomoč logistično, pomagam. Verjetno je še kaj, no. Vsaka poroka je toliko različna, da zdaj jaz nisem nikoli res do konca, a ne. Ampak ni pa zdaj, da jaz rečem, moj paket je ob 12, jaz grem domov. Pač nikoli tega ne naredim, tako kot si ti rekel, a ne. Jaz sem tam cel dan. Zdaj, če sem do 12, jaz vseeno, če sem do 2, a ne. Ker narediš svoje delo, ko se pač, Ja, pa načeloma preverim, checklist, če je vse tako urejeno, če je oprema. Dostikrat se zgodi, da imamo zunanjo opremo na lokaciji, in če tiste osebe iz lokacije ni tam več, ker je ura 1, 2, jaz poskrbim, ali da se da pod streho, ali da se kaj odnese. Tako, take stvari. ali pa pol po poroki dejansko, ne vem, kako malo kateri ponudniki, nekaterim se plača že vse prej, nekaterim na pol, kakorkoli že. A pol tudi skrbiš v bistvu za po poroki, da pri tej polni organizaciji, da še vseeno je vse urejeno med parom in med ponudniki? Ja, tudi po poroki, recimo, če kdo še ni poslal računa, ali pa če ni plačano, pa mene pokličejo, niste še plačala, a ne, pa rečem, bo urejeno, verjetno ste pozabila, itak, a ne, po poroki vse malo ti pade dol, a ne, tako da pol spet pokličem, živjo, so me klicali, ni še urejena, lahko uredite, lahko, spet nazaj, bo urejeno, okej, a ne, tako da. Še eno vprašanje, preden roko prepustim, in sicer, kako se ti zdi to, pač čisto iz svojega vidika, bom vprašal fotografa, ne? Si imela pač tako celo organizacijo, fotografa že poznaš, si pač bila v kontaktu prej z njim in vse. Se mine en mesec, recimo 2, kakorkoli ima pač rok za oddajo fotografij. A se ti zdi prav, da bi najprej te poslal fotografije, pa vi to skupaj predata paru, ali gre kar mimo tebe in pošlje direktno paru? Kaj se ti zdi bolj optimalno? Pa meni je boljše, da paru, saj ne vem, zakaj pri fotografijah bi jaz mogla biti vmesni člen. Valjda, če jaz želim te fotke, povem tebi in prosim, če jih lahko uporabim, in par vprašam. Zdaj, mislim, načeloma, a je kdo takega mnenja, da bi mogel kot organizator dobiti fotke, ali? Spremljam en podcast, ameriški, ki ga v bistvu 2 fotografa ustvarjata, ki imata tudi neke delavnice za poročne fotografe, in sta gostila eno od organizatork, ki je tako neki, ne vem, Hollywood stil, neki full high-end. In pravi, ona je pač rekla, da njeno mnenje je, da noben ne sme nič predati paru brez nje. Ona mora vse urediti, nič ne sme noben delati brez nje. Pa mi je bilo tako, meni se tudi zdi malo odveč to, v smislu, to, ko si ponudniki želite pač dobiti fotografije za namene svojega marketinga, če par dovoli, meni se zdi edino pravilno, da mi to razdelimo med vse fotografije. Ampak to, da ne bi njihovih fotk zdaj predal pač njim paru, se mi zdi, meni tudi to ni logično, ampak jaz sem vprašal, da vidim, kako je to pri nas. Jaz nisem tako striktna. Tako. Meni se tudi zdi, pa tudi lažje je konec koncev, tudi hitreje konec koncev, jaz pošljem direkt, te poslal, bova mi imela kako komunikacijo. Ker se ti itak ali itak skrbiš, da bo profesionalno vse narejeno. Ne rabim jaz te preverjati tvojega izdelka, a ne. Saj tudi pri tem, kar sem poslušal, nisem prepričan, če je to zaradi tega dejansko, da zdaj preverijo vse, kar fotografije enkrat, ko so narejene, dobro obdelavo bi lahko spremenila, ampak Mogoče je iz tega mnenja samo, da ima samo en kanal komunikacije, par, a ne. Da res reče, a ne, zato da pol nimajo od tega, pa od tega, pa od tega, ampak da je res samo naša komunikacija. Zgolj ta vidik bi videla. Ja, pa da se kaj ne zgubi. Recimo, zato da ona da mogoče nevesta ne bi rekla, nisem dobila fotk, ti bi rekel, jaz sem poslal, jaz bi bila pa, jaz pa nič ne vem o tem. Mogoče zato. No, jaz sem jih vedno poslal. Se nisi kdaj za tipko v mailu? Ne, da bi vedel, no, meni sporočil nisem dobil fotk, verjetno se jih dobil. Velikokrat si že omenila, da koliko je v bistvu, da
da veš, ok, se ta ponudnik bo to naredil, to, ampak se je malo preveč. Ampak koliko se pa tebi zdi pomembno, da ti poznaš oziroma razumeš delo drugih ponudnikov? Meni se zdi kar precej. Vsekakor že predstavljeno timeline je zelo dobro. To, kar si rekla, če ga ne ti, pol ga doskrat mi, ne. Ampak vidim, da ga vi sestavljate, štima, pač mi nikoli ne delamo spremembo v resnici, da bi zdaj rekel, ne. A pa nas tudi doskrat vključite zraven, to mi je tudi všeč, ne. Ja, pa naprimer pri cateringu je super, mislim, sploh ni potrebno, da ima kjerkoli organizatorka gostinske izkušnje prej, ampak je pa fajn, da se ve, kaj je izvedljivo, kaj ni, koliko časa se servira, deservira. Ker da ti deserviraš 100 ljudi, tudi traja nekaj časa. Ne more en hoteti ven ob 8, drug pa 15 čez, če se bo prvo komaj 15 čez postregel. A pa da je prvi ples ta čas, ko se deservira in pol natakarji hodijo okoli para, to je tudi zelo neokusno in tako čudno izgleda, res. Ja. Mislim, da tudi to, da se pozna oziroma razume delo drugih ponudnikov, tudi v bistvu vpliva na to, koliko je ekipa usklajena in koliko je pol razlika med ekipo, ko je usklajena na poroki, in tisto, ki ni. Ker pol, mislim, če vsak zase dela, pa bo zdaj, ja, ti rečeš, ok, večerja bo ob 8, pa reče gostinec, ne, 15 čez 8 bomo servirali. Se pač začne vse malo podirati. Ja, samo to je še kar malenkost. Ja. Se mi je pa zgodilo, da je bil nek videograf na poroki, ki je bilo čas večerje in sem jaz komaj spravila 50 ljudi v dvorano. Res, ker saj veste, kako je, ura je 6, vsi so že lepo razpoloženi in spraviti ljudi noter je tako, zdaj pa moramo jesti, nismo lačni, saj smo že zajedali, ne, pa mi bi to, ok, spravim ljudi noter. In je bil v bistvu čas za prihod neveste in ženina. Oziroma ne, onadva sta že prišla noter čas, odplesala sta, naredila pozdravni govor in da se je začel jesti, v bistvu začetek večerje. In takrat je brez moje vednosti videograf kar spravil par ven in jih ni bilo. Tako, pač 15 minut. In catering, normalen iz spoštovanja, vsi čakajo, da nevesta in ženin začneta jesti. In to je meni podrlo, to mi je pa res kar vrglo me iz sistema, čisto. In sem pa lepo rekla, prosim, ne to delati. Ne že zaradi mene, ampak že zaradi drugih organizatork na naslednji poroki. Pač morate slediti nam, pa ne zato, da mi želimo po svoje, ampak zato, ker imamo sistem ponudnikov, ki delajo lepo po sistemu, ni to dobro. A pa vsaj povedati, ne? Ali pa vsaj povedati, ja. Ja, pa če je bila jih prava svetloba. Ja, vem, ampak dajmo pa je to, ja, zato... Iz tega sem ga malo razumel, verjetno je videl nekaj hudega, ampak ne moreš kar iti, ne? Ja, ampak saj sem jaz prej poslala vsa vprašanja en teden prej, a mislite, da je to v redu, a je časovno v redu, zdaj to je bila neka konc, ne vem, jesen ali... Meni je vseeno, lahko samo da jaz sporočim cateringu, ker morate vedeti, da glavni šefi so pa tudi zelo občutljive osebe, ki želijo striktno spoštovanje njihovih krožnikov, in ko ti prideš, ja, zamaknili bomo za pol ure, tam je pa že serviranih 50 krožnikov, mislim, saj pa so servirali, saj pa nekako sem rekla, dajmo pojesti, pa sem jih hit spravila not, ker hvala Bogu je bila to manjša lokacija, sem videla, kje so, ampak ne vem. Ne, to je že iz spoštovanja do hrane same, do vsega tega, pač pa tudi do svatov dejansko, da pač ne ješ hladnega obroka, ki se ne dotrudi, da ga... In je že bila malo slaba volja, ker jaz sem mogla povedati, da pač to ni prav, kakorkoli, ampak nisem jaz zdaj prišla, kaj je bilo, ampak lepo, ni to, ok, jaz imam eno časovnico, sorry, daj drugič ne tega narediti, tudi na drugih porokah. In verjetno je bilo to vzeto na znanje, bi rekla temu. Ja, lažje je, če se prej vpraša, vedno je ta komunikacija zelo pomembna, ne. Pač le v zunije takega sončnega zahoda ni bilo že 12 let, stopimo ven, pa boš pogledal uro, imaš 2 minuti, nimaš 15, imaš pa 2 minuti, kar je tudi boljš kot nič, ne. Narediti v 2 minutah, postreženo bo, pa bomo prišli naprej, pa bi bilo brez slabe volje, pač brez nelagodja bi. Ja, ker saj se vse da zmeniti. Lahko bi rekla, jaz dajmo začeti z večerjo in pa jih vzem. In to bi bilo razlike
5 minut, ker je bilo samo, samo da začneta one dva jesti. Tako da to je ta team spirit. No in tukaj smo zdaj kar pri naslednjem vprašanju v bistvu. Kaj imaš pričakovanja od ostalih poročnih ponudnikov? A so kakšne specifične stvari, s katerimi ti lahko kdorkoli, ali fotograf, ali catering, ali cvetličar, kdorkoli že olajša delo, oziroma se ne sam s smislom, da te olajša, ampak da s tem naredi tudi poroko boljšo. A imaš kakšne ideje, kakšne posebna pričakovanja od nas? Ful je fajn, da ste proaktivni. Torej, da svoje delo opravljate super. Ne samo z najmanjšim odporom. In pa vse steče. Ni pa zdaj, recimo, naprimer, cvetličar mi lahko olajša delo, da ostane dlje, da cvetje prenese, ne vem, iz oboka, ki je ponavadi itak ful vezic, ful vsega. In oni imajo to tak, 1, 2, 3, prestavijo na glavno mizo. To je, naprimer, mi ful pomaga. Samo je pa treba pa že vnaprej se dogovoriti, da bo cvetličar mogoče 2 ure dlje na lokaciji, da je cena zaradi tega taka in da je to skomuniciran. Tako da to, s fotografi lahko mi pomaga, ko postavljam sceno, pa rečem, ta aranžma je boljš na tleh, je gora, ga damo 2 na levo ali desno, tako, take stvari, estetske. DJ mi pomaga s tem, da vodi poroko, jaz ponavadi ne vzamem mikrofona in povem, da imamo to in to in to. Lahko pa bi, ampak ja. Se mi zdi, da so tudi nekako bolj tako naravno, da DJ pač to svoje naredi, mislim tako. Tudi bolj znajo konec koncev, se verjamem, da tudi ti si zgovorna, ampak še vsem to je teže tebi spalač. Ja, mali. Kakor pa njemu, ko tako naredi tudi s pravo energijo te stvari, No, ta je pa mogoče za nas, poročne ponudnike, zelo zanimiva. Kako se gradi dober odnos pač med vsemi ponudniki? Saj konec koncev tudi mi med seboj, ampak ti lahko bolj poveš iz tega vidika, z organizatorko in z recimo fotografom, videografom. To je ena stvar, ko smo zdaj o njej govorili, se pravi, da pač ti na poroki pomagamo v smislu, da pač mi naredimo največ, kar lahko iz naše strani. Pa konec koncev jaz tudi vedno pravim sodelovati pri stvarih, ki niso nujno moje, pa vidim, da pač se lahko spremeni, ali pa se vsaj omeni to. Ampak ja, kako se lahko še gradi dober odnos, pač v tem smislu, da pač bomo vsi na poroki dobro sodelovali, da bomo res neka ekipa. Prijazna komunikacija. Ta je kar nujna, ta je kar osnova, po moje. Kako se lahko, ne vem, ne znam odgovoriti. Že komunikacija nasploh. Odnos za to, da mi gradimo na naših odnosih, ali da je, Tako to mislim, ker se mi zdi, da to je zelo pomembna stvar, pač, da imamo mi dobre odnose, da lahko dejansko tudi dobro delamo, mogoče tudi pred poroko konec koncev moramo imeti pač odprte račune, ali pa recimo pač pričakovanja postaviti, da česa ne moramo narediti, ali pa kaj takega. Tako, pa jasna komunikacija, pa v bistvu je zelo pomembna tudi po poroki povratna informacija. To je ful dobro, ker sebe včasih ne vidiš, kako delaš. Jaz vedno rečem, daj povej mi, kaj ti je bilo dobro, pa kaj ti ni bilo dobro, zato da lahko izboljšam. A dobiš da vprašanje recimo od drugih ponudnikov po poroki, kako sem se ti zdel, recimo pač ne vem, mislim, Pa včasih mogoče. Ja, ni zdaj to, kar po vsaki poroki, ampak ja, dobim. Ali pa jaz že kar sama povem, brez da me vprašajo. Ja, super, mi je bilo to in to in to. Če je kaj bed, si tudi povemo, ampak vse je v konstruktivni kritiki. Ravno sem hotel reči, da meni je še bolj pomembno, če mi kdo reče, tukaj bi bil malo boljša, veš. Ne vem, recimo, videla sem, da si bil ful utrujen tam pred večerjo, malo, ne vem, zdaj sem si kar nekaj izmislil, ampak tako, malo pomislim, zakaj je to, ne vem. Mogoče si malo vzam 5 minut časa vmes, pa pojej, ker nisi imel več energije. To sem tako zdaj čisto neumestno rekel, ampak... Ali pa naprimer nekdo je lahko ful komunikativen, pa kar debatira, ker jaz v bistvu pozabim, da je kaj njegovo delo. Jaz pa vedno rečem, mi kle delamo, Ali pa je več ponudnikov iz te branže, je več oseb tam, pa se oni med sabo zadebatirajo, pa pozabijo na delo, pa rečem, halo. Se tudi svati se, da se pač so komunikativni, nekateri se radi s tabo pogovarjajo, pač, ko si fotograf, da se ljudi fotografira. Pa te nekaj vpraša, moraš pač na prav način znati se umakniti. Ne moreš reči, pač ne morem govoriti s tabo, ker lahko govoriš z mano, ampak imaš za to par
trenutkov, pač nekaj, ne moreš biti 15 minut. Sam smo tako različni, da nekateri si to štejejo za plus, in meni je pa boš mogoče, da sem malo na distanci, kakorkoli, ne. Zato, ker lih vsega mi pa ne rabiš povedati, pa tudi ali pa reči, ali pa vprašati, a ne, dajmo malo tako. Strokovno me tako. Ja. Moraš ujeti ta pravi tok, moraš biti ravno prav prijeten, ravno prav strog, ravno prav nasmejan, ravno prav resen, pač enostavno. Moraš biti človek za to, kakorkoli, si fotograf, ali si catering, ali si DJ, ali si cvetličar, ali si organizator, pa če delaš na porokih z ljudmi, na dogodkih, moraš imeti za to feeling. Tako, to se mi zdi pomembno. Moraš imeti dosti izkušenj, to se mi zdi kar pomembna stvar. Tudi to, pa še da znaš, da veš, kaj delaš, a ne. Ja, to pa ne bo osnova, to pa ne bo čisto osnova, ja. Da če nisi prepričan o sebe, mogoče greš raje asistirati. Ja. Jaz recimo še danes pač, če me kak fotograf pokliče, rabim second shooterja, meni je to ful dobro, pač jaz nimam nobenih problemov s tem, ne vem, kako so drugi, a se nekaterim zdi spočasti, a veš, jaz delam zdaj že nekaj časa poroke, jaz sem pač vedno leading fotograf, meni je prav dobro delati, čisto drugače lahko delaš tudi, čisto drugače vidiš stvari, pa tudi v bistvu vidiš, kako drugi delajo, pa se malo naučiš, ker ne delamo vsi isto, pa ne pravim boljša, slabša, ampak drugače, ne, in nekdo lahko ima eno navado, ko je zelo fajna in se lahko od njega nekaj naučiš, pa še plačan si bil za to tisti. Ja, ne, meni je tudi super pomagati, kot asistent, koordinator. Dela zelo dobro. Ja, tako. Ful si bolj na relaks, v bistvu. To pa je dejstvo. Ja, ker narediš še več, kot je zahtevano od tebe, ker si tako navajen biti lider, ampak si v bistvu tako. Nimaš ono direktno odgovornost, vso pozornost, te ne kličejo, ti delaš v ozadju. Imaš ti svojo checklisto, ki jo moraš urediti in to je to, ne? Ja, pa je stvar še boljš. Teda kar pokličite, bomo asistirali. Z veseljem. Kako pa se recimo rešujejo kaki nesporazumi oziroma nepredvidljive situacije med ponudniki, recimo, ne vem, nekdo, tako si prej rekla, ne vem, se niso vedeli, ta finger food, pa se je bilo rečeno, imaš ti v planu, da bo to zunaj, oni so to noter, ne vem, take situacije, recimo. Ja, kako se rešuje? Direkt, a ne, s pogovorom, pa se najde neka srednja pot. Ker to je v bistvu najtežje, a ne, najlažje je reči, kaj je on naredil, pa nikoli njemu v obraz povedati. Tako da dejansko moraš biti korekten in povedati, to pa ni bilo v redu, ni bilo tako dogovorjeno in zato je pomembna tudi pisna komunikacija pred poroko. Vse je treba na maile. Nič, kar je po telefonu, potrdi na mail, povratna informacija potrjeno. Ne samo moj mail. Ja. Želim nazaj, potrjeno. Da se dejansko vidi, ja. Si sprejel, veš, kaj moraš narediti in pol odgovarjaš za to konec koncev, ne. Šli malo na pasti v organizaciji poroke. Pa recimo, kaj je tisto, kar bi rekel, da pari na poročen dan sploh ne opazijo, da je poročna organizatorka naredila, da je pač vse teklo tisto gladko, neopazno. Vse to v bistvu že cel cajt govorimo o tem. To je delo v ozadju, a ne. Lahko da basic, ni rož na torto, a ne. Rož je ful na mizah. Pač greš, improviziraš, odtrgaš, postaviš. Noben ne bo vedel, da teh rož ni bilo, na primer. Ali pa nimajo teh stvari, ko jih imamo mi v naših SOS kovčkih, v bliži, selotejpi, vrvice, škarje, take stvari, šivanke, dodatni gumbi, stimerji, na primer, zato da se front linija mize prtov, da ni unih linij, jaz to vedno postimam. Ja, podaljšek. Dejansko obstaja SOS kovček, poročna organizatorka. Ja, škoda, ker ga nimam s sabo. Pa pokazali. Ja, ker je prav tako lepo je zorganiziran. No, viš, to je zanimivo, ker to ni zdaj, da je nisi prva, ko je rekla, da ima SOS kovček. Tudi cvetličari imajo SOS kovček. Mislim, že jaz v torbi imam pol stvari preveč, ampak tle, nikoli ne veš, kaj pride prav. In z izkušnjami tako vidiš, tole. Ja. Ampak ja, za mene je zdelo logično, pač fotograf rabi to, pa tisto, pa ne vem,
duct tape, ki bo ziher mogel nekaj zalepiti, ki bo nekaj štrlel. Nisem pa res iskreno razmišljal, ja, to se mi zdi taka fajna reč, ja. Mislim, itak. Ja, pa ne vem, kreme za sončenje, sprej, da ni krema, da sam špricaš ljudi. Ali pa za komarje, polet. Take. Ne vem. Je kar obsežen kovček. Pa sej verjetno še kakšna stvar, ki jo nevesta ne ve. Enkrat sem reševala, ker je družicam ni bilo všeč, kje je pozicija njihove mize in kako one sedijo. In so brez moje vednosti začeli vzemati imena in so prestavili na druge mize in so prestavljali krožnike in kar naenkrat je bilo tam 9 ljudi, nam je 7 in tam jih je bilo 5, tako pač in meni ni bilo nič jasno. Tako da jaz sem pač rekla in ona, ne, mi moramo biti zraven. Sem rekla, žal ne morete, tako je nevesta določila, to ni moje. A ne? In sem pa prestavljala nazaj, ker če ne bi bil catering čist zmeden. Čist, a ne? Ni to prosta izbira, tako recimo on ženi si zamislil. Mislim, kaj enkrat poješ večerjo, pol je veliko bolj casual vse skupaj lahko, ne? Ja, takrat je vedno, takrat je ona, formalni del je zaključen. Ja, pol se lahko si za isto mizo, pa ni problem. Ja, pa se pa vi mešajte, kakor hočete. Ja. Kje bi pa ti rekel, se najbolj pozna razlika med neko poroko, ki ima neko strukturirano organizacijo, točno, mislim, evo, organizatorja ali koordinatorja, ali pa neka poroka, kjer pač bolj družina sama ureja, ajde recimo na tak način. Mislim, razlika se pozna, če je večje število ljudi, če je več lokacij, da se menja cerkveni obred, civilni obred, ponavadi je pa tam tudi že kar večerja, ampak dostikrat se zgodi, da je še tretja lokacija, ne. Take stvari, ne vem, da se usmerja osnovne stvari, na katere se ne pomisli, parking. Tam je 50 avtomobilov, kam jih bomo dali, a ne? Pa sproščenost, po moje, to, kar si ti omenil, ne, pač, ko si omenil starše, kaže vprašanje zraven. A ne, ker ne veš, mislim, pari znajo zgubiti živce, to je dejstvo, a ne, ker njih kličejo kar naenkrat 30 ljudi. Mi smo tukaj, kam moramo iti, a ne? Mi bomo zamudili, nas sploh ne bo na obred, pridemo sam na večerjo. To so last minute spremembe, a ne? In tle jaz prevzamem ta del, ko ona sploh ne ve. Ona gre na oltar in ona ne ve, a 4 manjkajo ali ne. Pač jih tam ni. A ne? Tako karikiram. Jaz to tudi večkrat parom, ko vem, da nimajo organizacije, svetujem. Sem rekel, daj zadolž nekoga, ne zdaj najožji del družine, ampak nekoga, da ima neko checklisto, čez kaj ne gre, zato da se pač res ne obremenjuje. Vidva ali telefonov sploh nimata, najboljš. To je najboljše. Ja, ali pa naj jih imajo, ne vem, priče pri sebi, če slučajno karkoli rabiš, ker ja, ko enkrat ta sproščenost gre, je ne dobiš več nazaj. Ja, res je. Že en teden prej je tako, pa na dan poroke, res. Pa jo kličejo, zdaj jaz gledam moj meni, zakaj pa meni ni izdala to in to, a ona se tam maže na make-upu, a veš, in ne vem, brezvezne. Boljš sem jaz kot filter, ki zelo tudi hitro upravim s tem. Rečem, tako je bilo določen, žal ne gre drugače. A ne, in meni ne bojo naprej vrtalo mene, njej pa bi, a ne, in ona to ne rab na jutro poroke, ne rab tega, tako da. V tem smislu, no, v bistvu je tudi čustvena razbremenitev. Ja, tako da. Kaki pa so pravi ali pa popolni pari za 7. avenijo? A je sploh to za določiti ali dejansko, oziroma a se zgodi, da kak par pride k tebi, pokliče, pa se pol ti raje odločiš, da te raje kontaktirati tega organizatorja oziroma organizatorko, ker boste bolje sodelovali, kar pa ima več lahko ponuja tega, kar vi želite. Se mi je zgodilo to, da sem priporočila nekoga drugega. Drugač pa meni so ful všeč pari, ki vejo, kaj hočejo. Pa ne v smislu, da mi hočemo to lokacijo in to bomo imeli, ampak želijo imeti ta in ta in ta pogoj in od tega ne odstopajo. Tako da v bistvu so kakor aktivni v tem, da sodelujejo, da ni, da jaz moram skozi njih. Dajte to. Čeprav, a ne, drugačen pristop je, tako kot sem rekla na začetku, eni želijo šolski pristop, eni so pa tako, ki so ful noter v tem. Tako da za mene, za moj karakter je boljš, da je to drugo, pa da so sproščeni.
A ne, da ni, ne vem, da so, kar so, v bistvu to, da so, kar so. Da uživa v organizaciji, ne pa da je to en tak dodaten del v življenju, a ne. Mislim, če mene najamejo, načeloma želijo, da jaz uživam v tem, a ne, in da oni delegirajo, tako da, pa da so odločni. Meni je ful fajn, da je nekdo odločen, no. Kdo pa večkrat tako na veliko sodeluje, ženin ali nevesta? Bolj je odvisno je. Dostikrat se zgodi, da ženini kontaktirajo nas, pol pa nevesta prevzame. Kakor je, no. Do zaenkrat imam jaz izkušnje, da so bolj neveste aktivne. Sem pa že imela pare, ko je bil samo ženin, samo on. Ona je bila samo zraven in sodelovala. In mislim, mogoče tako je funkcioniralo pač. In je bilo okej in poroka je bila super in top je bilo. Oba dva nobenega problema. Meni se je začelo v zadnjih letih dogajati, da vedno večkrat ženini in že prvi mail napišejo in pol dejansko na sestanku in tako imajo več teh idej in tako, ja, pobude, tako. In sem opazil, da ko oni govorijo, kaj hočejo, oni točno povejo, kaj hočejo. Ni tako približno neki. To mora biti tako, to bomo tako zrihtali, tedi pa tedi. Jaz rečem, bi bilo boljše, ko je sončni zahod, ne vem, okej, bomo takrat dali, on napiše to. To je verjetno kje s službo povezan. Si predstavljam ali nekaj, da je tako že v službi ima neko koordinacijo, nečesa čez. In ko prevzame na 100%. Medtem ko z nevestami se veliko bolj da zbirati, kaj bi pa tako veliko bolj prilagodljivo je, bi rekel. To sem mogoče opazil. Pa zelo je pomembno, da mi pari zaupajo, a ne. Zato, da ne preverjajo oni mene še, kako itak, če želijo preverjati, naj preverjajo, ampak lažje steče sploh z kreativnega vidika, a ne. Pa boš za to preverjanje naredijo že prej, a ne. Da dejansko preden se za tebe odločijo, preverijo, kar jih zanima, ugotovijo, da si ti prava za njih in pol, ko te vzamejo, ti zaupajo in se pač sprostijo in so razbremenjeni tudi konec koncev, ne. Pa da tudi zaupajo, ne vem, cateringu pri postavitvi miz. Saj smo izbrali rože, jasno smo definirali, kako bo postavljen, kje bo kaj postavljen, ampak če je pa mogoče malo premalo placa, pa je meni ful pomen, da reče par, naredi po svoje, ker bo itak okej, tako kot boš naredila. In to je meni, in bom naredila, a ne, tako da bo tudi v mojem interesu je, da je lepo, a ne, ni zdaj. Se mislim, da to večina parov, večina ljudi tako reče, a ne. Ko imaš tako, ker dejansko imate vi kar dolgo sodelovanje, to zdaj ni en teden. Vi se par mesecev, z leto, celo z nekaterimi, on and off pač družite in pogovarjate in dejansko že v tem času začneš zaupati, a ne. Tale je dober. En nasvet, ki bi ga dala vsakemu paru, pač, pa ne glede na to, kak imajo proračun, kake imajo želje, ampak en nasvet, ki organizirajo poroko, kaj bi to bil? Vem, da ni lahko vprašanje. Ja, mislim, v bistvu je simpel, da ne komplicirati. To bi jaz rekla. Da ne pozabiti, zakaj se poročita, da je važno, da sta onadva tam in družina, če se odločita za veliko poroko. In to je to. In da prepustita izvajalcem, da delajo svoje delo in da naredita tudi plan B, A in B, evo tako, še to. V bistvu se pa kar se nabere. Ja, ampak ja, zmeraj jaz probam, če je kdo v paniki, pomiriti, v redu bo. Tudi če ne bo, ne vem, kakšne ljudi malenkosti spravijo iz tira, a ne. In jih pa pomirim, da to ni point poroke. Ja, na koncu si zapomniš tisto, ki si se imel dobro. A pa tudi, če je bila kakšna taka malenkost, ki je lahko že mičken smešna, a ne, pol čez par let se tega spomniš, pa se smejiš temu, a ne. Je dobro, če si sposoben že na poročni dan si reči pač, se je pač zgodilo, nič takega ni. Ponavadi so to take reči, ko res nima velikega pomena, a ne. Ja, pa včasih je prešer za ta prvi ples, na primer, a ne, pa se toksikirajo oni. Jaz jim vedno rečem, če vama ni do te koreografije, izberite si komad, ki je vajen komad, ki vama je dober in zaplešite v miru in to je to, no big deal, a ne. Kdo pa bo vedel, v bistvu. Ja, važno, da je nima, a ne, imamo pare, ki se samo lepo zibljajo, stisnejo in je super. Imamo pa nekatere, ki norijo in imajo čist XY komad in jim dogaja, a ne. Tako da v bistvu nasvet je, da personalizirata sebi poroko svojo, ne tako kot drugi želijo, kaj je v trendu, kako je po pravilih, ker tudi organizatorka vsaka dela drugače, tukaj ni nekega pravila. Imamo mi sistemski plan, checklisto in tako dalje, ampak vsaka bo drugačna in tako bo tudi vsaka poroka drugačna, a ne.
To je nujno, da sebe poslušate. Da ne delate poroke za teto, za mamo, za strica, za kogarkoli, da delate za sebe poroko. Če pač komu od svatov ne bo všeč glasba, bo že preživeli, se tvoja poroka, ti se moraš dobro imeti. In ko se imata onva dobro, se malo ponavadi bolj tudi vsi ostali. Tako da je simpel nasvet. Ta naj bo glavni. Tega zberemo za vodilnega. No, zdaj pa za konec pa kakšne anekdote. Pa me zanima, kaj so kakšni dogodki ali pa poroke, ko so ti osebno najbolj ostali v spominu? Ne vem, ali zaradi lokacije, ljudi, žura. Mogoče z mojega vidika, da vzamem recimo poroko kot projekt, so mi ostale tiste, ki so bile meni nemogoče izvesti, pa smo jih izvedli. Ne vem, zaradi logistike, naprimer, zaradi obsežnosti najema opreme, ker je bil dostop težek, pa se je vseeno pač naredil vse, kar je bilo. Drugače pa najbolj pa zapomnim poroke, ki je odnos s parom tak pristen. Kaj pa recimo kakšna anekdota iz poroke? Nimam jaz tega, kakšna anekdota. Ne boš zlekal ven. Ja, no, le probamo. No, zdaj smo dali čez vse možne stvari, kar se lahko zgodijo na poroki. Ampak kaj pa je za tebe ti znak, da je poroka uspela? Da je ono dano, podpisano, to je to. Da ni večjih kiksov, da so zadovoljni svatje in ponudniki, da je bilo dobro sodelovanje, v bistvu kot v ozadju nas. To je to v bistvu. Se to je dost. To je vse konec koncev, ne? To je uspešna poroka. Ko se vse poklopi tako. Ko se vse poklopi. Pa tudi, če se ne, pa je dež, naprimer, pa da smo izvedli plan B, pa da se ni ful zamujali. Mislim, saj problem je tudi, če se kaj prehiteva, a ne, lahko se čist fejlje in je vse ful prej, a ne, pa ljudje čakajo. Se moraš tudi prilagajati in spreminjati stvari, seveda, v obe smeri. Čeprav verjetno je večkrat tuna, da se zamuja. Pa še en nasvet imam v bistvu v paru, da je zelo dobro, da dajo neko časovnico svatom, da vejo, kaj se dogaja, a ne. Ker marsikdaj po civilnem obredu je cerkveni obred, pa se kar čaka. Pa se prestavi, pa je cerkveni obred ali obratno in pa se kar čaka, onadva zgineta na fotografiranje in v bistvu vsak človek, mislim, da rab nek okvir, mi bomo zdaj tule 1 uro, torej finger food, slikanje malo, ne vem, polaroid, neke igre, da vejo, kako bo dan potekal, a ne. Kdaj se bo začela večerja, pa saj pa je to v bistvu. Ker torta se lahko premakne, hodi se lahko zamaknejo, to nima veze, prvi ples je, kadar je, to tudi ne rabijo vedeti točno, no. Glavne stvari. Da dajo ali na vabila, naprimer, že vnaprej, ali pa na dan poroke, a ne. Ja, da vejo, koliko malo časa do naslednjega pomembnega dogodka, konec koncev, da vmes vejo, a se bom z otrokom zdaj malo igral tukaj ali karkoli, ali dejansko moramo počakati, ker še 3 minutke pa se bom začel obred ali pa. Ker jaz sem tudi že bila povabljena na poroko, ko se pač ni bilo zorganizirano, oziroma oni so vedeli, kako je, jaz nisem vedela in pa smo mi tam kar čakali in je bilo tako, kva bo zdaj, 1:05, in noben ni vedel, kdaj se bo prestavili dol, kaj bo, nič ni bilo, a ne. Kakorkoli obrneš, je fajn, ljudje imamo radi, da smo malo vodeni. Tako je. Ker se na ta način tudi počutiš malo, da si tam zaželen, da nisi zdaj kar tak nekje. Tako, točno, ful lepo si povedal. Ja, svatje so radi vodeni, zelo dobro si jih povedal. Pa ne tako nevidno, lepo, nežno. Ja. Pa ful se fajn jim zdi, če od bližnjih vemo imena, naprimer, a ne, ker itak že imaš ti seznam sedežnega reda in tega, ali pa nastanitve, pa pride nekdo, neka gospodična, pa jo nasloviš po imenu in je tako, vi pa veste moje ime. Ja, zato ker ga berem že pol leta, a ne, in točno vem, kje sediš, kaj ješ, vem, kje boš spala, vem, kdaj boš imela govor, vse. To sem tudi začel delati, si seznam v bistvu, da mi napišete, kdo ima je zares pomemben, tudi za fotografiranje, ne, veš, pač
te neke družinske fotografije, pa to vse to speljemo, pa naredimo, ampak so pa ljudje, ki so ti res pomembni v življenju. In se ne sme zgoditi, da je bil slučajno na stranišču, ko smo imeli mi družinsko fotkanje, ker more biti teta je prišla iz Avstralije z letalom na tvojo poroko, prvič v Slovenijo, ne vem kaj vse, ja, ona more biti zraven. Jaz bi se obesil, ne oni, ki nimajo fotke, če tega ne bi naredil. In to je najlažje narediti tako, da dejansko imaš res en seznam, se ga pa ni treba gledati na poroki, kot ti, tako si rekla, ko ti to pred poroko urejaš in pišeš, je to tako v šoli, ko si zdelo plankiče in pol si test rešil brez težav, ne, ker si se prepripravil, ne. Tako da sem tudi sam začel to delati, ker je veliko boljše, da pač, da tudi tega ne delata ženi pa ne veste, da dejansko veš, kdo so tiste osebe, ne. Jaz mislim, da smo prišli do konca našega podcasta. Bil je prijeten pogovor. Hvala tudi vama. Čeprav smo bili vsi trije malo žučni, mogoče na začetku, zdaj je veliko lažje, Grozen. se lahko ne smejimo temu. Grozen. Hvala, ker si se odzvala. veseljem. Bilo je res lepo, ja. Upam, da so tudi poslušalci uživali v tem našem podcastu. Upam, da bo tudi na podlagi tega podcasta nas še več followali, spremljali, polajkali tole, mogoče delili med pare, da jih čim več spozna tebe in te tudi kontaktira in da boš delala čim bolj zanimive in take poroke, ki te izpolnjujejo. Ja, hvala. Enako vama tudi želim. Ja, hvala za povabilo. Da se srečamo na kakem dogodku tudi, ne samo na podcastu. Bomo. Srečno.